Jaz bom poskušala na kratko predstaviti eno vprašanje, ki je vezano na večji kompleks spraševanja o sodobni kognitivni znanosti, na te, kar v angleščini rečejo 4A. Ne? To je embodied, embedded, inactive pa extended cognition. Omejila se bom tokrat na to zadnje, na extended cognition, se pravi, in se malo spraševala, kako in na kakšen način bi sploh lahko pogledali te meje kognicije in v bistvu kaj ta razširjeni razširjena kognicija je. Se pravi, neko tak uvodni. To je del enega tazga malo večjega projekta, v katerem me zanima čisto filozofsko, ali so vsi te 4A in kako je treba vsakega od njih razumeti, da sploh lahko dobimo neko konsistentno sliko. Ker zdi se mi, da včasih tukaj smo zelo hitri in da vprašanje, če res imamo konsistentnost teh 4A-jev, kar tako. Zdaj, v bistvu ta moj današnji del se tiče se prav tega razširjenega uma oziroma extended mind, kot se je glasil naslov članka Clarka in Chalmersa iz leta 1998, ki je v bistvu ta pojem nekako eksplicitno pripeljal v razprave o filozofiji in kognitivni znanosti. Se pravi, če se sprašujemo po mejah, kje se konča in kje se začne svet, ali je mogoče to sploh napačno vprašanje, ker pač teh mej sploh ni. Zdaj v filozofiji, če pogledamo skozi zgodovino, je bil verjetno dost bolj razširjen tako imenovani internalistični pristop in zdaj, če smo konkretno ukvarjamo z vprašanjem uma in kognicije, so se postavljale vprašanja, kje je zdaj ta meja. Zdaj, seveda, tukaj dam že v oklepaj en precej velik del razprav, v filozofskih razprav, ki so recimo bile dualistične, se pravi, kolikor smo dualisti dekartovskega tipa, seveda bomo postavili v posebno substanco, v posebno stvar, v mislečo stvar, res cogitans, in seveda to ne bomo imeli, to bo sicer pri Descartu v neki interakciji z razsežno stvarjo, ampak vemo, kam spada. Če smo idealisti, bomo spet drugače gledali na to. Se pravi, zdaj se jaz nekako opredeljujem samo v eno, grem po eni poti, ki pa je nekako prevladujoča pot bila v razpravah filozofije kognitivne znanosti, se pravi v razpravah, ki so se tikale tega vprašanja skozi idejo, ali bi lahko, pa ni treba zdaj, da smo redukcionisti, ampak na kakršenkoli način pogledali, kaj je zdaj tista fizična, biološka, mogoče podstat, ki omogoča kognicijo. Kje bi postavili te meje? In seveda, zdaj, utelešena kognicija lahko na en način reče, ja, telo je tisto, ki omogoča kognitivne procese. Se pravi, koža je nekak meja, tisto, kar je v telesu, omogoča kognicijo, kar je zunaj telesa, pa ne. Nekateri so bili bolj specifični in so rekli, ja, mogoče živčni sistem, ampak to, kaj počnejo mišice, kaj počnejo kosti, to zdaj ni relevantno za samo spraševanje o kogniciji. Potem lahko rečemo živčni sistem. Potem rečejo, ja, pa ni ves živčni sistem tisti, ki je odgovoren za kognicijo, možgani. Ali celotni možgani, mogoče samo del možganov. To so bile vse razprave, ki so se odvijale v bistvu še znotraj tega, kar v filozofiji rečemo internalizem. Na drugi strani pa so bili poskusi nekak eksternalizma ne še toliko vezani na vpraševanje o kognitivni znanosti, ampak bolj na spraševanje o filozofiji jezika, pa o filozofiji duha, kjer je bila kar taka dost velika in precej razširjena razprava o eksternalizmu pomena oziroma eksternalizmu vsebine. Dva taka razpravljavca, ki se jih ponavadi omenja, sta Putnam in Birch. Gre za to, da naj bi, kjer pač smo imeli razne miselne eksperimente, ki naj bi potrjevali to trditev, v ozadju je bilo to, da v bistvu ali lahko ti prideš do vsebine nekih pojmov, ne da bi pri tem vzel v obzir svet. To se pravi, ali se vsebina tvojega pojma vode tukaj razlikuje od vsebine pojma XYZ v nekem drugem svetu, ukolikor, čeprav ti misliš, da je pač to
voda, tudi ko te predstavljajo v svet, ampak v tistem svetu je voda nekaj drugega. Se pravi, ali zunanji svet vpliva, zunanja vsebina, ali tvojo, se pravi, imaš lahko ti vsebino, ne da bi pogledal, referiral na zunanji svet. To je nekaj, kar Clark in vsa srednja, ki se ukvarja naprej z eksternalizmom oziroma z razširjenim umom, imenuje nekako pasivni eksternalizem. Se pravi, zdi se jim, da to sicer nekaj je, ampak to še ni dovolj, to še ni tisto, kar bi zdaj te zagovorniki teh 4 E-jev in posebej zadnjega res si želeli. Zato Clark in Chalmers nekako pravita, da zagovarjata aktivni eksternalizem. Zdaj spet, če gledamo aktivni eksternalizem, tukaj imamo lahko 2 branji. Eno branje sami imenujejo trivialno branje. Se pravi, vzročno delujoče značilnosti okolja vplivajo na kognitivno procesiranje v možganih oziroma delih možganov v živčnem sistemu. To trivialno branje je seveda branje, ki ga nihče tudi od internalistov ne bi zanikal. Se pravi, to je v skladu s tem, kar bi lahko rekli. Se pravi, imamo nek sistem, ki procesira informacije, iz okolja dobi neke dražljaje, neke podatke, jih procesira in potem te podatke spet oddaja v okolje v obliki vedenja, kakšnih drugih vzorcev, kakorkoli. To je nekaj, kar je relativno sprejemljivo za kogarkoli. In to ni tisto, kar ti, ki želijo opozarjati na razširjeno kognicijo, hočejo. Se pravi, oni hočejo več. Se pravi, bolj radikalna interpretacija bi pa bila, da ne gre zgolj za trditev, po kateri bi zunanje značilnosti, s katerimi je organizem v interakciji, da bi to samo šlo za neko tako vzročno vplivanje, ampak da to predstavlja neko konstitutivno tezo. Se pravi, te zunanji, zdaj pa lahko rečemo ali artefakti, ali zunanji deli telesa, ali deli sveta, so dejansko del kognitivnega procesa. To je pa veliko močnejša teza, ki pa seveda jo treba zdaj pogledati, na kakšen način jo lahko razumemo. Prav, kar tukaj je citat, vse komponente v sistemu igrajo aktivno vzročno vlogo in skupaj upravljajo vedenje na enak način, kot to običajno počne kognicija. Relevantni deli sveta so vzanki in niso zgolj bingljajoči deli na koncu dolge vzročne verige. To je citat. Zdaj, letnice so zato, ker sem jaz to brala v enem zborniku, ne pa originalnega članka, nimam pa tle originalnega članka iz leta 98, drugače pa gre to za isti članek Extended Mind. Se pravi, ne gre, zanika se oziroma to internalistično pojmovanje, ki je dosti zdravo razumsko, ampak ki se zdi tem ljudem premalo. Zdaj, v samem članku je v bistvu nekako glavna intuicija, ki nam je dana in glavno dokazno gradivo, ki nam je dano za to stališče, je miselni eksperiment, v katerem nastopata Inge in Otto. Inge je ženska, normalna ženska, ki recimo, če bomo temu rečeno, normalno delujejo vsi kognitivni procesi in ona zve, da je ena zanimiva razstava v Muzeju moderne umetnosti in zdaj seveda ona bi šla tja in zdaj kako bo ta proces potekal. Ja, če zve, da je zanimiva razstava v Muzeju moderne umetnosti, potem po svojem spominu pobrska, kje ta Muzej moderne umetnosti je, spomni se, da je na 53. ulici in potem gre tja. To se pravi, kar pravita avtorja je, da je ona imela to prepričanje, je bilo v njenem, prepričanje je bilo že skozi in je temeljilo na tem, čakalo je na priklici spomina. Se pravi, to je bilo prepričanje, da je muzej v 53. ulici. Potem pa pravi, potem imamo pa drug primer, to je pa Otto. Otto je pa bolnik z Alzheimerjevo boleznijo in si podobno kot lahko, imamo tudi v filmih,
ali pa v knjigah, ne, kjer imamo opisane ljudi, ki pač nimajo, ne, recimo si ne morejo zapomniti stvari, on nosi sabo skozi zvezek. Ne. In v zvezku ima zapisano ogromno število informacij in potem, ko on zve, ne, da je zanimiva razstava v Muzeju moderne umetnosti in bi jo šel rad pogledati, polista po zvezku in ugotovi, da je Muzej moderne umetnosti v 53. ulici in potem se odpravi tja. Ne. Se pravi, kar zdaj opozorita je, da je on namesto, da bi po svojem spominu pobrskal in priklic iz spomina, pač na kakršenkoli način, tukaj se ne spuščata, ne, bi to potekalo, on pogleda v zvezek. To se pravi, da v bistvu zvezek odigra vlogo običajnega biološkega spomina. To je zdaj njuna recimo, ne, to, kar je Dennett imenoval intuition pump, ne, to je zdaj tisto, kar nas naj bi prepričali, ne, da tukaj imamo. Na to pravi, seveda, zdaj ni vsaka stvar zunanja taka, da lahko kar šteje kot kognicija in nekako navedete 4 pogoje, 4 značilnosti, ne, ki jih ne bi pač stvari zadovoljevale, da bi lahko vstopile v to razširjeno kognicijo. Prva je ta, da pravite, da je zvezek konstanta v Ottovem življenju. Se pravi, v primerih, ko so informacije v zmesku relevantne, bolj redko izvedel dejanja, ne da bi pogledal zvezek. Se pravi, on ve, da se stvari ni zapomnil in potem bo vsakič, ko bo moral se nekaj spomniti, bo pogledal zvezek in poskal relevantno informacijo. Se pravi, to bo neka konstanta, tako kot si jaz lahko pobrskam po spominu. Ne. Druga stvar, drugi pogoj informacije zvezka so brez težav neposredno dostopne. Se pravi, on tukaj nima težav, da ne bi mogel dostopati do tega. Ne. Ko enkrat pridobi informacije zvezka, jih avtomatično sprejme. Ne. Se pravi, se ne sprašuje o tem, ali to res se je zgodilo ali ni, ali to, ampak enostavno šteje to kot relevantno. In informacije v zvezku so bile enkrat v zgodovini zavestno sprejete, tukaj dopuščata, da lahko bi bilo tudi drugače. Zdaj, vprašanje tukaj je, ali se dogaja neko odlaganje v okolje. Ne. Štetje recimo s pomočjo prstov, zdaj sem videla, da sem že zelo počasna, tako da moram malo hitrejši, si predstavljate vsi, kako ste šteli s pomočjo prstov, ste odlagali nekaj v svet. Ne. Vsi smo pisno seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje. Ne. Kdor je malo starejši, ne, se je igral Tetris, kjer ste lahko obračali, ne da bi v mislih obračali, ampak ste lahko fizično obračali stvari in ste mogoče s tem bili še hitrejši. Ne. Dan današnji pa najbolj seveda internetni iskalniki, ne, kjer pač vsi nekako dostikrat odlagamo stvari. Ne. Zdaj, vprašanje tukaj je, ali gre zdaj samo za to, da nekaj odlagamo stvari, ali gre za kaj več. Ali gre, in Chalmers in Clark trdita, da gre za neko vzročno sklopitev ali pa celo za konstitucijo. Ne. Zdaj, kaj je tukaj ta razlika? Kritika, kot sta Adams in Izava, pravita, ne, da si preberemo, da v bistvu tole ponazarja težavo. Ne. Če vprašate, zakaj svinčnik misli, da je 2 in 2 4, bo Clarkov odgovor, ne, se zafrkava, prav, ker je bil sklopljen z matematikom. Tu gre za ta coupling, ne, ki je lahko sklopljen, pridružen, kakorkoli rečemo. Ne. No, zdaj, kritika je, ne, da v bistvu one dva ne opredeljujete natančno, kaj ne bi bilo to kognitivno in ne razlikujete kognitivno od nekognitivnega. Ne. In seveda, težko, ne, pravita sama dva, je težko podati popolno, ne, teorijo, kaj bi bilo zdaj res kognitivno, kaj ne. Ne. Vsi se ukvarjamo tukaj s kognitivnimi znanostmi, pa imamo tukaj težavo, kako res to opredeliti. Ne. Ona dva data neko idejo, ne, ki pa po mojem mnenju tudi, ne, v bistvu kaže že na to, da predpostavljata nekaj, kar pol šele hočeta dokazati. Tako da se na en način gibljata v krogu. Ne. Reče, da to morajo biti posebni informacijski procesi, ki pa jih lahko umestimo samo v možgane, ne morajo biti pa kje drugje. Ne. Zdaj, zakaj? Ne. Se pravi, dejansko pa opozorita na ene težave. Ne. No in zdaj, kar se mi je zdelo zanimivo, je to, ne, da iz te mogoče zelo močne in v bistvu vprašljive, ne, teze, da vse, kar je zunaj, pa je nekako podobno temu, kar se dogaja v naši notranjosti, da bi to že rekli, da je lahko razširjen ne. To je v bistvu bil prvi val ideje razširjenega uma, ki se je naslanjal predvsem na načelo enakosti, principle of parity. Drugi val, ne, ki pa je bolj liberalen, ne, pa se naslanja na načelo nekako komplementarnosti. Če samo na kratko, načelo enakosti, če, ko se soočamo z določeno nalogo, del sveta deluje kot proces, za katerega ne bi imeli zadržkov, da bi ga prepoznali kot kognitivni proces, ukolikor bi se zgodil v glavi, potem ta del sveta je,
tako trdiva, del kognitivnega procesa. Kognitivni procesi niso vsi v glavi. Ne? In zdaj, seveda, na podlagi tega se postavlja vprašanje, ne, ali lahko na podlagi enakosti razširimo ne, in zavračamo te meje med telesom, možgani in svetom, ne, in v bistvu tudi to domnevo, da je nekaj notranje, nekaj zunanje. Ne. Adams in Nezava poudarjata, da vse je treba nekako ločiti to, kar je znotraj, ne, lobanje in tisto, kar je zunaj, zaradi različnih oblik reprezentacije in dinamike. Medtem ko načelo komplementarnosti, ne, pa v bistvu poudarja predvsem ta aspekt, ne, da različne komponente sistema igrajo različne vloge, imajo različne lastnosti in da v bistvu so lahko zunanji simboli radikalno drugačni od tistih notranjih. Se pravi, ni treba to načelo enakosti, ampak da vsi skupaj prispevajo k nekemu skupnemu cilju. In tudi to lahko najdemo nekaj podlage za to v samem članku in v bistvu v člankih, ki jih je potem Clark še pisal pred in potem. In v bistvu ta citacija mi je zdaj zelo zanimiv, kjer pravi, inteligenco uporabljamo za strukturiranje okolja, tako da lahko uspemo z manj inteligence. Naši možgani delajo svet pameten, tako da bomo lahko v miru neumni. Ali če pogledamo z druge strani, možgani in del zunanjega ogrodja na koncu sestavljajo pameten, racionalen, sklepalni stroj, ki ga imenujemo Se pravi, ni več nekaj, kar je notranjega, ampak je ta razširjenost z vsemi dodatki, ki jih lahko imamo. Tako da ta drugi val, pa bom hitro končala, ta drugi val ne, sprejema to v bistvu, da te zunanje artefakti nekako tvorijo en kognitivni sistem, ne, ampak zdaj smo že to razširili. Ne, zdaj na kakšen način je potem tukaj razlika? Spet, ali je to nekaj res tako radikalno drugačnega od tistih internalistov, ki sprejemajo zunanjo vzročnost? Ne? To se pravi, zdaj, kaj je tukaj merilo, ne bi bilo, ja, kako te različne kognitivne naloge, ki jih upravljamo, kot so pomnenje, zaznavanje, jezikovno sporazumevanje, na kakšen način jih lahko izvedemo, ne? Kakšno vlogo tukaj lahko ima okolje. Ne? Bom ta primer spustila prvi, ker bi nas, ne, ampak bom samo šla na to drugo. V sodobnem času, ne, seveda je tisto, na kar odlagamo svoje stvari, ali pa kjer se nam zdi, da nam pomaga in kjer, recimo, ne, starejši, ki že počasi, ne, nam včasih spomin ne deluje, kaj naredimo najhitrejše, tipkamo nekaj v Google. Ne. Tudi če vemo, recimo, tudi asociacije lahko. Ne, jaz se ne morem spomniti priimka, zelo dobro pa vem, katero knjigo je tisti avtor napisal, pa takoj dobim ven avtorja. Ne. Se pravi, in dejansko to, kako mi uporabljamo orodja, ne, zdaj, to je en primer raziskave, kaže na to, da v bistvu nas ta uporaba orodja nam spreminja način, kako pomnimo. Ne. Se pravi, ne bomo več na isti način pomnili, kot smo prej. Kar opozarjajo te trije avtorji, ko so naredili raziskavo, da si bodo ljudje veliko bolj zapomnili, si bodo slabše zapomnili stvari, ki vejo, da jih lahko poiščejo na internetu, si bodo zapomnili, kje na internetu so našli tisto zadevo, ne bodo si zapomnili pa same stvari. Ne. Tako da stvari se spreminjajo, ne, in na ta način lahko rečemo, da v bistvu mogoče v tem smislu komplementarnega drugega vala te zunanje orodja postajajo del kognitivnega sistema, ampak ne, jaz mislim, da ne čist na ta način, kot ta radikalna konstitutivna ideja, ki je osnovana na tem principu enakosti pravi. Ne. Tako da, če zaključam, kritika, ne, sta rekla, vprašati se o mejah kognicije, pomeni vprašati se, katere predele prostor časa zavzema kognitivno procesiranje, vprašati se, kateri fizični, kemični ali biološki procesi realizirajo, sestavljajo ali utelešujejo kognitivne procese in vprašati se o supervenientni bazi kognicije, o fizičnem substratu. Se pravi, to je ta način, ne, to je to spraševanje, ki muči tiste, ki bi radi, ne, da naši kognitivni procesi, naš res supervenira na nečem, kar je fizično v našem svetu, ne, da najdemo ta substrat. Po drugi strani, ne, pa mogoče pa je treba to razširiti, ne, to se pravi, tukaj sam še enkrat je v bistvu to isto, ker moramo že zaključiti, lahko mogoče razširimo, ne, to se pravi, da razgovorniki razširjenega uma, pa ne tiste zelo radikalne, ne, različice, dajo lahko tem zunanjim dejavnikom svoje mesto in pač kažejo na to, da v bistvu recimo, če govorimo o človeku in človeški in kognicija,
ne more biti izoliran iz okolja, da okolje vedno, če hočemo imeti razlago, vedno moramo vzeti še okolje, kar pa ne pomeni, ne, da more okolje vedno delovati na enak način kot tisto, kar je noter. Na en način smo vključili okolje, ne vem pa, če smo zdaj bistveno rešili to vprašanje, ne, ki pač še zmeri lahko muči psihologe, nevrologe, se pravi, na en način to kaže samo na to, kako se moramo pogovarjati, to, kar je bilo že tudi prej rečeno, in kako pač ta nova perspektiva spet odpirja nova vprašanja, kako razumeti interdisciplinarnost. Hvala. Kratka vprašanja, ja. Ja, vprašanje.